je pa tudi ta melodija zelo zanimiva, ker je tudi malo odzeta iz, ne vem, če si slišala od Pirati iz Karibov, tako malo ta vibe oddaja. In s tem se dejansko začelo, potem sem si kupil še taki mali kontroler za DJ-anje in sem imel prvi špil na drsališču v mojem kraju. Če daš nekaj od sebe, vedno se ti odpira vrata in... Danes ob skodelici kave gostim Mattheja, zelo priznanega DJ-ja, kot vidite tudi zelo mladega in pa producenta. Lepo pozdravljen. Bom vzel kot kompliment. Seveda. Zdravo, hvala, da sem lahko tu. Si se mi pridružil danes ob skodelici kave. Piješ jo? Zdaj sem imela že kar nekaj gostov, da ne pijejo kave. A res? Ja. Obstajajo ljudi, ko ne marajo kave? Seveda. Ne vem, jaz se kar pogosto pijem. Sploh zadnje čase, zdaj, ker bilo malo bolj naporno. Ampak ne več kot 2 na dan. Tako da, imam tako svojo Nespresso mašino in namečem kapsle noter in prije hiter. A je tvoja prva danes? Ja. Ok, upam, da bo dobra. V dobri družbi, z dobrimi vprašanji. Tako da začneš dan prav s kavo ali... Čisto odvisno, ampak ponavadi ob zajtrku lepo kratko kavo. Zadnje čase sem začel kratke kave bolj piti. Tako da ob zajtrku v glavnem. Včasih zajtrk tudi kaj spustim, ampak pa še kaj popoldne mogoče, ko se vse skupaj malo umiri z sestanki, z delanjem glasbe in tako dalje. Si kaj privoščim, pa grem kam na pijačo, na kavico. Vidim, da imaš v zadnjem času res bolj napeto, veliko obveznosti, vse to verjetno jemlješ zelo pozitivno, zato ker si ravno v petek izdal nov komad, ki je zelo uspešen že, ne? Ja, res je. Res sem ful vesel, da je tak hiter in lepo zalaufal. Številke so res super, odzivi so super. Vsakega, ki sreča, mi reče, da komad je res bomba in to mi ful da veselje, no. Tudi za naprej ustvarjanje, motivacijo in tudi malo me zdaj vodijo, v katero smer lahko grem, oziroma kaj si dejansko folk želi slišati od mene, ker na začetku glasbene poti je bilo tako malo, grem malo to provat, a to pali ali ne. In je ful fajn, no, da ti dajo ljudi tako občutek, na pravi poti si, deli to. In tudi, če je na primer ena velika založba, k temu verjetno pol kasneje prijemo, če je zato, pač oni tudi zato gorijo in rečejo, tako imate res vrhunski, pol to res je veliko pomenjeno. Ja, nisi povedal, koliko je naslov komada, da bo lahko poslušalci ga šli poslušati. Naslov komada je Walking Away Infinity, ki sem ga izdal z pevko June iz Amerike. Res super pevka, iz Houston, Texasa prihajam. Spoznala smo se pa prek socialnih omrežij. In dejansko lani tudi bila na mojem komadu Divine, ki je pred kratkim tudi dosegel 1 milijon streamov na Spotifyju. Se lahko malo pohvalim. Seveda. Tako da takrat smo se spoznali in se nekaj moramo še en komad dati ven. Tak follow up, se reče temu. In res spet vrhunska laufa. Ja, jaz mislim, da ta prvi je že res zelo prepoznavno v Sloveniji, da tudi, če grejo poslušalci tistega poslušati, torej prvega s to pevko, zagotovo poznajo to melodijo. Upam, da, no, mislim, da. Ja, je pa tudi ta melodija zelo zanimiva, ker je tudi malo odzeta iz, ne vem, če si slišala od Pirati iz Karibov, tako malo ta vibe oddaja. In točno v to smer bom tudi letos šel. Se pravi, bom jemal melodije, ki so nam že znane, jih malo spremenil in dodal svoj čar. In ne vem, tako mogoče, kako bi rekel, ne vem, da težko razložiti. Ja, da dodaš nekaj svojega zraven, ne? Čeprav gre za neko melodijo drugo. In da tudi ljudi, ki so to mogoče včasih poznali, da spodbudijo, no, da to te misli spet in kako je bilo včasih fajn. To je moj cilj. Nostalgija. Ja, lepo, to vedno prinese lepih spominov, trenutkov. Zdaj malo si že načel, torej podpisal si pogodbo z
Sony Music. Ja. Kar je verjetno za nekoga, ki bo leto star 24, da prihaja verjetno tudi to, da je iz Slovenije, ne? In da podpiše s takšno založbo res velik dosežek. Ja, res. Mislim, ne odpiram rad veliko penine za svoje uspehe, ampak tokrat sem pa res mogel odpreti penino. In tako malo sem tudi ponosen na to. No. Že lep čas sem v tem. Mislim, da zdaj že 6. leto delam glasbo, pa se ukvarjam z DJ-stvom. In ja, mislim, da je to kar tak mal prelomnica za mene. In me res zanima, kam me še vse čaka. In kako se je sploh začela ta tvoja zgodba kot DJ? Pa potem, kako si prišel do Sony Music? Kot DJ sem začel, mogoče še malo nazaj, sem začel s pevskim zborom v osnovni šoli. In sem začel igrati kitaro. In ob igranju kitare sem vedno tako imel občutek, da ne morem čist vse pokazati oziroma, ne vem, se izražati čist, kak bi si rad želel. In sem pol malo videl te DJ-je, ki nastopajo na velikih odrih, kot Tomorrowland, Ultra in tako dalje. In sem rekel, ful hudo zgleda, ne? Pa glasba mi je tudi všeč, ta elektronika. Kako se pa to dejansko dela, ne? In pol sem videl, kaj uporabljajo te ljudi, ti produceri, DJ, in obstaja program, ki se mu reče FL Studio, Fruity Loops, in s tem sem začel pol probavati, itak na začetku se je zvenelo katastrofalno, prve 2 leta, dejansko sem tudi nehal vmes 1,5 leta, ampak pol nekako sem pol vztrajal in po tej pauzi od pol leta, po tej pauzi sem pa pol dejansko vsak dan delal muziko prek računalnika. Tako da, in s tem se dejansko začelo, potem sem si kupil še taki mali kontroler za DJ-anje in ja, sem imel prvi špil na drsališču v mojem kraju. Nekje se začne? Ja, celo imam to sliko še, tako da zelo zanimivo, ja. Tam se je začelo pol s DJ-stvom. In kako si potem prišel do teh vidnejših komadov in sodelovanj? Pa sploh mislim, da sem mogel sam izdati 4-5 komadov, kar tak brez založbe, ker komadi niso bili še na tem nivoju, ko trenutno lahko produciram glasbo, ampak za začetek sem bil kar zadovoljen in sem to izdajal in glih s tem, ko sem jaz izdajal komade, sem prišel do teh zaprtih vrat, ki so se mi pol odpirali. Se pravi, za vsakim komadom, ko sem ga izdal, se je odpirala neka nova vrata. In to še danes tak. Vedno se odpirajo ti vrata, vedno če izdaš nekaj, če daš nekaj od sebe, vedno se ti odpirajo vrata. In sem imel srečo, da ste se mi tako ena lepa vrata odprla. En iz Švice, Sergio Trlini moj ime, ki je danes moj menedžer. Managementske stvari ureja za mene 360 stopinj, se pravi od pošiljanja muzike do založb, do promocije, do pač v glavnem zelo veliko dela pač pokrije on. In ja, spoznali smo se prek socialnih omrežij, kar je zelo praktično danes. Socialna omrežja. In ja, to je res. In takrat se je pol mogoče začelo spet tak next level, next step iz 5 komadih, ki sem jih sam izdal, mogoče en komad končno pri eni založbi, čeprav ni bila neki zelo velika, ampak je bila pa založba, ne. In se mi zdi, da pol sam gradiš in izdaš pol pri tej založbi, pol te druga založba vidi in tako se pol odvija. Ja, tako kot si od drsališča prišel v malo večje prostore. Tako je, mislim, da moraš biti sam vztrajen. To je res najbolj pomembno. Vztrajnost, pač pa da delaš, no. Sej, sem ravno želela reči, da kot si mi v mailu napisal, vztrajnost se splača, da skozi vso to zgodbo si pač dokazal, da res vztrajnost in pa vlaganje truda, ne. Ja, pa jaz sem tudi tak človek, ko ne rad zgubljam. Tako da ni važno kaj, jaz sem ful tekmovalen vedno in sploh si ne morem, ne vem, sploh si ne pomislim, da bi odnehal neko. Tudi če vidim to pri veliko glasbenikih ali pa tudi DJ-jih ali pa nasploh pač pri ljudeh, ko dobijo neko zavrnitev in pol nehajo delati.
neko določeno stvar. In to je meni se zdi tako najslabše, ker pač to, če te nekdo zavrne, pač se potrudiš, da si še vedno boljši, ne. In dejansko brez tega ne gre, ne. In to veliko ljudi ne mora handlati in žal pol ne dela več to, kar jih dejansko usrečuje v življenju, ne. Tako da, to sem si res zadal, da tudi če dobim 10 zavrnitev, ker vem, da rabim eno, da mi odobrijo neko stvar, ko izeniči pač to tih 10 zavrnitev, ne, takoj. In to je part of the game. Kako je pa stanje v Sloveniji zdaj z DJ-ji? Kako je živeti kot DJ pri nas? Pa, zelo težko za reči, mislim, a zdaj govorimo o klubski sceni ali nasploh DJ tudi. Čisto nasplošno, kako se ti spopadaš s stanjem, ali je dovolj priložnosti, kako dojemajo Slovenci sploh DJ-je? Mislim, da je boljše kako Slovenci, kako obiskovalci klubov dojamejo DJ-je, se mi zdi, da je malo tako zanimivo vprašanje, ker se mi zdi, da ljudi v Sloveniji niso še bili tako, ne vem, v večjih klubih, naprimer v tujini, recimo Ibiza, pa ne vem, kakih večjih festivalov, ker se res vidi, da je res vrhunski DJ, ki ima vrhunski set. Ne rečem, da v Sloveniji se slabo rola, ne rečem tega, ampak se mi pa zdi, da bi se pa lahko vseeno mogoče vsi skupaj malo bolj v roke vzeli, pa mogoče res še na malo višji nivo vse skupaj spravili, ker se mi zdi tudi, da malo ta EDM scena v Sloveniji malo umira. Ne vem, včasih je bilo so bili res veliki klubi, ne, ki so skozi laufali, vsaj tako sem slišal, 40 let nazaj, 30 let nazaj, ko še meni tudi ni bilo, ampak ni važno, v glavnem upada vse skupaj. In se mi zdi malo škoda, no. Tako da ja, drugače pa ja. Se soočate tudi s temi, ne predsodki, ampak zbadani, da se to bi pa lahko vsak delal. Se mi zdi, sem že tudi jaz osebno slišala, ta DJ, se to pa samo malo zmiksa, pa je to. Verjamem, da sem tu zdaj malo piknala. Ja, res mislim, resnica je, da je vedno več DJ-jev. Vedno lažje biti DJ, ker si kupiš nek mali kontrolček. Potegneš si dol musko in si DJ, ne? Kaj pol razlika med dobrim DJ-jem pa slabim, da zna mogoče ljudi brati, eni znajo mogoče malo boljše ljudi brati kot drugi. Eni imajo malo širši spekter glasbenega znanja kot drugi, mislim, izbor glasbe recimo, kot drugi in se mi zdi, da so tam pol res velike razlike, opažam. Pol pa itak prehodi, se mi pa zdi vseeno, da izbor glasbe, za mene vsaj, je bolj pomemben kot pa tehnika rolanja. Ok, mora biti lep prehod itak, ampak ljudje, ko tam plešejo, DJ mislijo, da ok, če bom jaz ta prehod naredil, ful težek prehod, bojo vsi vedeli, za kaj se gre in da sem jaz pol dobro izpadem, ne. Realnost je, folk nima pojma, kaj ti kori delaš. Njemu je samo važno, da ti dobro musko zbiraš in da on lahko uživajo. In ja, to se meni zdi izbor glasbe res ful pomemben. Skoraj bolj, ko pa neki ful zahtevni prehodi. Mora biti pa prehod v redu, to se pa strinjam. Oboje verjetno v nekem ravnovesju, Ja. ne? Tako da, ja. Ja, kaj pa je mogoče še kakšna stvar, ko je ne vemo o DJ-jih? Kaj v zakulisju ali pa karkoli takšnega, ker vseeno mislim, da je to kar neskrivnostno, ampak tak, neznano področje. Pa, Na kaj vse moraš tudi razmišljati? Ok, zdaj sva že rekla, izbira glasbe, pa prehodi. dan se je ful pomembno, da se ukvarjaš z socialnimi omrežji, da objavljaš ful stvari. Kar starejši DJ ful ne dela radi. In to se tudi zelo, zelo opaža trenutno v tej TikTok sceni. Se pravi, večji DJ, kot so David Guetta, na primer. Ali pa tudi malo starejši. Recimo, ok, David Guetta je kar star, Tiesto. Ti DJ niso bili navajeni nikoli se ukvarjati s contentom. Oni so izdali komad, vse je bilo veselo. In
Ja, in zdaj se je to vse spremenilo. Zdaj moraš dejansko skozi neki dajati ljudem, neki behind the scene delati, gor na storije, moraš biti live, ki prije komad ven. Včasih tega ni bilo. In to bo zdaj se videlo. Zdaj se bo videlo, kdo bo dejansko ta korak naredil in bo šel ven malo iz svojega comfort zone in bo rekel, ok, jaz bom content delal zato, ker vem, da to moram delati, ker je to moj job. Ja, tam se bojo pol videle razlike in se mi zdi, da to je ful prihodnost. No. A zaenkrat jih še ne delajo tega? Mislim, delajo, ampak vidi se, da je od založb prisiljeno. Aha. Se pravi, pustimo malo, mogoče gremo en rang nazaj, ne glih največji superstari, ker težko mu boš rekel, zdaj boš pa točno ti to delal, ne? Pa vseeno je že ime, ampak, ne? Ja, ampak tisti, ko pa imajo, naprimer, tudi že kar ime in so malo starejši, jih založba ful pritiska, da je content, le rabimo to in se ful vidi, da ni tak pristno, vidijo jih in je ful tak, ni tak, no, glavnem ni pristno in se ful vidi. In zato rečem, da je to nova doba DJ-jev in ja, lahko je vsak DJ danes, ampak moraš pa tudi delati full content. Trenutno, kar se meni tiče, najboljši DJ trenutno je James Hype. Ne samo zaradi glasbe, ampak kak dejansko tudi da veliko stvarem ljudem. Se pravi, dela live sete, ki so naprimer na YouTubih, ki lahko poslušaš zastojn. Da ti behind the scene, ko gre na turnejo, naprimer. Tako da ja, pač ful vidiš vtis, pa glih to, kad mogoče tebe zanima, je, kaj dejansko DJ-ji delajo še, ne samo na odru, ne? Tako da on to tudi pokaže in to se mi zdi, da je ful dober. In tudi jaz sam vem za sebe, za Medway brand, da bom se spustil čim bolj v to. Se pravi, grem vloge delati, čeprav mi pač ni glih najboljš, ne, itak da bi sam glasbo delal rad. Grem TikToke snimat, tudi če pač spet, ne, včasih je fajn, včasih se mi da, včasih res ne, ampak moraš, ne. Ja, koraku s časom. To je tvoja služba, ne. Tako da ja, imaš prednosti in slabosti. Ampak mislim, da ne boš imel težav, ker si zelo zgovoren in da ti ni težko tudi danes govoriti, ko morda ne bi pričakovala zdaj na prvo žogo, a ne? Ne, rad govorim, rad se pogovarjam z ljudmi. Tudi tak človek sem tak socialen. No, zdaj, mislim, eni bi rekli, da ne, da nisem glih najbolj socialen, ker trenutno veliko delam za sebe, studio in se ful spremni. V srednji šoli se spomnim, da sem se vedno vsem je ful razumel, tudi s profesorji bolj kot ne. So bile izjeme seveda. Ampak pustimo to. Ampak ja, zdaj pa to včasih mogoče celo malo upada, ampak se kar probam, no, vseeno iti malo ven, se družiti z ljudmi pa tako. Ampak to so obdobja, ne, itak, če se ti nekaj velikega dogaja, ja. Se vsakdo malo skrije, da ima mir ustvarjati. Ja, res Kako je. pa izbiraš potem sodelovanja, zdaj recimo to pevka, kaj iščeš, kaj te privlači na njih? To pritegne? vprašanje. Mislim, da itak glas, pa tudi mogoče kak ima smisel za melodije. To mi je ful pomembno, ker dejansko, kot sem že rekel prej, melodije je pač dejansko to naredi cel komad. Če je dobra melodija, bo ta komad ostal ljudem v spominu zavedno. Naprimer Avicii Levels, čist klasični primer, pa tudi drugi komadi, ko niso iz elektronike. Imaš neko melodijo, točno veš, ok, po prvih tonih, to je ta komad, ne. In to je meni tudi cilj, da so moji komadi tudi čim bolj melodični in jaz tudi iščem potem ljudi, ki znajo dobre melodije pisati, ki znajo na mojih melodijah mogoče tudi kaj, ja, drugačnega narediti, pa zapeti takor. Tako da take ljudi iščem. Potem tudi ti sodeluješ kreativno pri melodijah, prej si mi že zaupal, da kaj zamrmraš, kakšno melodijo. Ja, včasih je res tak, ne vem, ko kaj produciraš, delaš glasbo in napišeš neko melodijo in si misliš, ok, to in to bi lahko mogoče zapel vokalist. In,
Ampak je zdaj pa je ta tricky part, pa zelo prije, ko pa nočeš tako, kako bi rekel, pevki vzeti, a pa pevcu vzeti neko določeno inspiracijo. Spravi, če ti priješ in rečeš, jaz hočem imeti točno tak in tak, on bo ti tak zapel. Zdaj pa včasih je pa celo boljš, da rečeš, naredi po svoje, pa mogoče še dejansko nekaj boljšega ven pride. In če ti ni všeč, lahko rečeš, ok, jaz imam pa to idejo, daj probi še to. To sem začel ful opažati, da res pustim ta prostor, ta freedom za pevce. Naj delajo, ker vem, da so dobri, ker drugače jih ne bi izbral, ne, logično. Ampak ja, da imajo ta freedom in pol, da jih pustim delati čim bolj, no. Prepustiš tudi pri besedilih? Tudi. Pa mislim, če rečem, ok, to je mi pa zdaj malo preveč ljubezensko, primer, ali pa to mi je malo preveč v to smer, se še da vedno spremeniti. Ampak se mi zdi, da tudi sam pri sebi vidim, da ko delam glasbo, nimam rad, če mi reče polen, a veš, če si v onem flow, pa ti vse gre, vse štima, hiter si, ne, nimam pol, jaz tudi ne rad, da ti polen tamle reče, ampak a veš, to bi pa lahko tak naredil, pa no tak, ne. Pustim ljudi delati v glavnem. In tudi tak ful dobri rezultati pride ven, se mi zdi. Da ne omejuješ, ja. To je isto, kot bi nekdo tebe omejeval, verjetno ne bi prišlo ven to, kar. Ne. Tak je pol tudi, ali pa naprimer, če kolebe delaš, DJ med sabo kolebe delajo in velikokrat pol se tudi malo spori začnejo, ne, jaz bi to rad tak, pa ono je trak. In pol tudi veliko DJ reče, jaz ne delam rad kolebo glih iz tega. Tako da ja. Drugače te pa lahko oboževalci poslušajo tudi na Hit Radio Center, ne? Ja, res je. Zelo je bila 109, 114 oddaja, mislim da. Ja, 2 leti že v tem. Vsak petek od 8 do 10, elektronska muzika. Tako da ja, če ne veste, kaj poslušati do petki zvečer na Hit Radio Centru, imam svojo oddajo. Rolam pa, ne vem, svoje remikse, svoje komade, pa tudi aktualne elektronske muzike, ko so ravno kar išle, pa jih dam hiter not, da lahko pol res poslušajo najnovejšo muziko. Ful dobro. Ja, če ne veš kaj, ali pa kakšno druženje s prijatelji. Ja, ali pa glih, če sem, ne vem, velikokrat sem slišal, mi se glih foramo na nek party, pa smo to mix prižgali, pa so jih fajno grejo, pa tako. Tako da, to je res super slišati. Je pa tudi zelo težko, moram priznati, ker dejansko ti rolaš, ampak ne vidiš ljudi. Glih o tem, ko smo se prej pogovarjali, ti lahko bereš ljudi v klubu, kaj mi je všeč, kaj jim ni. Zdaj pa je zelo težko brati ne ljudi, če rolaš prek etra, ne? Ampak glih to je pa tudi malo izziv, ne? Tako da tudi gledam, da raznoliko igram, glih iz tega razloga, ok, grem malo bolj, ne vem, malo bolj hard, malo bolj komercialno spet, da je za vse neki, ne? Tako da, ja. Se greš verjetno tudi po nekih izkušnjah, veš, kaj deluje med sabo skupaj, nekaj splošnega. Ja. To pa res, ja. Ali vnaprej pripravljaš še kakšen velik projekt, nam lahko že kaj zaupaš? Lahko vam zaupam, da bom izdal letos še približno 10-9 komadov. Velika številka. Ja. Mislim, da ko sem prej rekel, za vsak komad se odpira nova vrata. Zdaj bomo samo še komade delali, očitno bolj. Ampak ne, malo se hecam. Ampak ja, mislim, da časi se zelo spremenijo. Ne vem, tudi ko vidim večje DJ-je, včasih so izdali po 1 komad na mesec. Zdaj vsak teden dajo nov komad ven. Naporno. In moraš vsaj blizu njih moraš prijeti s komadino, število komadi. Ampak moraš pa vseeno paziti, da so kvalitetni, ne. Zdaj pa jaz sem trenutno še veliko sam delam, ne. Veliki DJ artisti, po 80 ljudi piše en komad. Malo lažje, ampak ja, probam čim več izdati v glavnem. Tudi se mi zdi, da je to tudi ljudem ful všeč, ker se dokaj hitro že naveličajo nekih določenih komadov in ko mi čakajo pol, ko enega izdaš, še čakajo, kdaj prije drugi, ne. Kje pa iščeš inspiracijo? Ful različno. Jaz imam prek TikToka, mislim, moja strategija je bolj tak,
delam za TikTok stvari, ki meni se zdi, da okay, to bi lahko funkcioniralo na TikToku. In na TikToku trenutno je zelo popularno to, da delaš remixe. Se pravi, vzameš en komad, ga preurediš, tako sem naredil zdaj za Walking Away Infinity za June, in nekaj svojega dodaš in je to in čakaš, kaj se zgodi. In če se v tem primeru zgodi, kar se je zdaj zgodilo z tem komadom, in tako navalijo vse založbe na svetu. Ker komad vidi, ok, komad funkcionira, neko potrditev jim da, so na varni strani, če bojo podpisali z mano, bojo imeli komad, ki funkcionira. Ne? In danes to ful ne iščejo več toliko glasbe prek nekih drugih portalov, kot prek TikToka. Se pravi, dejansko velike založbe imajo ljudi, ki iščejo muziko prek TikToka in gledajo kapali, kaj ne. In če nekaj funkcionira, kontaktira artista. Bi rekel, da je to tvoja prednost tudi, da si še mlad in da slediš tem trendom. Verjetno drugače, ne, kot prej v velikih imenih starejših, o katerih sem govorila. Starejši so mogli paziti na marsikatero druga stvar, ampak takrat se pa res ni vedlo, ki bo uspel komad ali ne bo. Tak, vedno si bil tako v dvomih in to je mogoče malo prednost. Po drugi strani pa se mi zdi pa malo škoda, da založba samo še na to gleda. Se pravi, lahko je tudi komad dober in ne funkcionira na TikToku, ampak ne vem, v klubu bi pa bilo ful dober in reče založba, ok, preriskantno nam je, rajšne, ne. In tako da ja, imaš lepe stvari, imaš pa tudi tak, ki ni glih najboljš, no. Vse posod, prednosti in slabosti. Normalno, ja. Verjetno je važno samo, da se znajdeš. Ja, res je. Ne vem, lep primer, naprimer, lani sem probal izdati en komad isto za Sony založbo, ko sem letos podpisal z njimi. In komad je zelo, zelo uspešen bil na TikToku. In naše pogajanja so bile dejansko tako dolga, čez 2-3 tedne smo se pogajali in ker to so papirologija, pustimo to brez veze. In itak hoče imeti vsaka stran nek svoj profit in tretja in nekako se nismo najdli in se je tako zavleklo, da je komad na TikToku padel, da je hype na TikToku padel. So rekli, sorry, nismo več zainteresirani. In to je pa pač pol ta grda stvar, ker res sem gledal na algoritem. Ja. Sploh v tem času, ko se ljudje hitro česa naveličajo. Ja. In če si tudi zdaj smo videli, ko nekaj laufa na TikToku, to moraš izdati v roku 1 tedna, 2 tedna. To mora biti odzun, ker drugače ne rabiš več izdati. Ker folk se naveliča pol tega sounda na TikToku itak, ker ga vsi pol začnejo uporabljati in ko ti lajkaš en sound, čez 10-20 video prije spet ta sound in enkrat se ga naveličaš in si prepozen. To je potem tudi ena slabost, ne? Tako, ja. Moraš biti kar ažuren. Naporno. Mislim, to, kar zdaj mi delamo, res naporno. No. Poznam DJ-je, ko jamrajo, da morajo komad končati v 5 mesecih. Mi ga moramo narediti finiširano v 2 tednih. Tako da... Tempo, ja. Tempo, res tempo. In zdaj, ne vem, zdaj smo ga komi izdali, založba že pritiska, gremo delati. Druge komade rabimo, ne? In je res tempo. Res je tempo. Tako da probam tudi nek svoj življenjski slog vseeno ohranjati. Zdaj sem se začel malo bolj s športom ukvarjati. Probam iti. Ljubiteljsko nogomet igram. Tako da vsak teden malo nogomet igram, malo hodim v fitness. Tok, da kar po mojem ne bi zvozil. Ja, pa da prekineš to neko rutino in fokus ves čas v glasbo. Da lahko odmisliš, ja, to je res. Ker pa dejansko, če si enkrat v svojem biznisu, to lahko verjetno tudi vsak potrdi, ki ima nek svoj biznis, svojo kariero, da je zelo težko odmisliti popolnoma stvari. Tudi če greš spat, to bi še mogel narediti, ono tretje, greš pisati telefon. Ja, to je del tega. Ampak jaz to rad delam. Tako da res sem se najdel v tem. A še študiraš?
Ne več, mislim, ne več. Jaz sem srednjo šolo končal zdravstveno šolo. Sem naredil pol pripravništvo, zato da imam plan B. In pol se sedel na plan A vlak in se vozim zelo, kako dolgo gre. In trenutno kaže tako, da ne imam rabo delati zdravstvo. Ampak nikoli ne moreš delati, ne. Zato je pa vedno fajn, da imaš nek plan B, da imaš še neko izobrazbo v ozadju. Ampak ja, je bila kar tak malo riski. Ja, verjamem, ja. Kar nesigurna pot. Ja, sploh starši, ko rečejo, da fajn bi bilo mogoče še vseeno iti malo študirati. Ne, ni šans. Zdaj rekel, ne grem. Odkud pa sploh ime Medway? Glede na to, da te je ime Tim. Ja, to veliko reče, ti si ziher Matej. Ja. Ne, jaz se pišem Tim Milčevski in sem vzel pol Milčevski at his way. Tako da to je bolj kot ne ta povezava. Po drugi strani pa tudi, ker dobro zveni. Čisto iskreno. Gre hitro v uho, pa napis mi je cool, tako fajn zgleda. Vse skupaj en lep paket. Ja. Ne vem, tako zadnje čase tudi veliko reče, kar tak Medway. Ja, ne reče mi več tak Tim. Ne vem, tako. Sploh ti, ko me ful spremljajo, ne vem, ko me poznajo od osebo Tim, ampak me sam še vidijo na socialnih omrežjih, me avtomatsko skozi pol kar Medway rečejo. Ja, za bližnje pa je tak Tim. Mislim, da ne boš Medway za babico, recimo. Upam, da ne. Prišla smo do zaključnega delčka, kjer imam kratko vprašanje še za konec. Pa me zanima, glede na tvoj življenjski stil oziroma bolj kariero, si drugače jutranja ali nočna ptica? Nočno, ja, čisto. Da ti to zelo ustreza? Ja, jaz rad delam do kakšne, ne vem, 12 sigurno po noči, a spim pa bolj tudi do kakšne 10. Tako da ja, imam bolj kot ne tak popoldanski ritem do nočni. Imaš kakšno sladko razvado? Kislice. Ja, to rad jem, kislice. Ja, kislice pa tudi bombončki. To gre, vedno. Kaj te najbolj usreči? Glasba. Ja, glasba. Kratko. A si tak človek, da obžaluješ stvari ali verjameš, da se vse zgodi z razlogom? Vse se zgodi z razlogom. Čisto vse. To bi lahko zelo debato novo odprlo za 1 uro. Pustimo to, ampak vse se zgodi z razlogom. Res. Vedno bolj opažam. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da se ga še zdaj spomniš? Tako imate pa res cool. Nasploh, mislim, vedno, ko mi nekdo to reče, a ti da neko potrditev, kot sem že rekel prej, in te to nekako pele naprej. Najlepša hvala za tale klepet, upam, da je bila kavica dobra, pogovor dober. Hvala za družbo, super je bilo res, hvala. Pa srečno še naprej. Ja, enako.